sam pravni vidik totalitarizmu pa bom bolj objasnil na PowerPointu. Prosim, asistenta. Torej, pravo vsebuje temeljne družbene vrednote in etična načela. Pravičnost pa je vrednota, ki naj bi urejala prav vsa družbena razmerja, tako zasebne kot tudi javne narave. Pravičnost je nad pravom. Utemeljuje nastanek, obstoj in prenehanje pravnih pravil. Vse pravne norme naj bi smiselno zasledovale pravičnost in naj jo ne bi omejevale. Nemški pravni filozof Gustav Radbruch je v svoji knjigi zapisal: pravo je volja do pravičnosti. Pravičnost pa pomeni soditi ne glede na osebo, vse meriti z isto mero. Radbruch je še dodal, da si moramo prizadevati za pravičnost in istočasno upoštevati pravno varnost, saj je del pravičnosti, in zgraditi pravno državo, ki mora po možnosti zadostiti obema idejama. Pravna pravila so torej notranje povezana s pravičnostjo. Kljub temu pa se postavlja tehtno vprašanje oziroma dilema, kako postopati, ko zakon ali zakonska pravna norma ne sledi pravičnosti, oziroma ko je neposredno nasprotuje oziroma jo zanika. Radbruch rešuje naslednjo dilemo tako, da utemeljuje: če zakoni zavestno zatajijo voljo do pravičnosti in na primer ljudem samovoljno zagotavljajo ali odrekajo človekove pravice, potem ti zakoni niso veljavni. Potem jim narod ne dolguje poslušnosti. In v tem primeru morajo tudi pravniki zbrati pogum, da jim odrečejo pravni značaj. Zakoni, ki ne sledijo pravičnosti, torej izgubijo naravo prava. Vendar pa ta Radbruchova formula ne razreši dileme, kako pa postopati, ko zakon ali zakonski normi ni dorečen pravni značaj. Ali morajo pravni naslovniki še vedno spoštovati takšen zakon, ali je mogoče naravo prava odreči zakonu samo na pravno-filozofski ravni. Poskusimo opredeliti to navzkrižje med vsebinsko pravičnostjo in formalno-pravno sprejetim zakonom na 3 primerih iz ustavno-pravnega reda gospodarsko vzpenjajoče se Ljudske republike Kitajske. Prvi primer. Pred 3 leti je izbruhnil škandal, ko je na Kitajskem zaradi onesnaženega mleka v prahu, ki je vsebovalo kemikalijo melamin, zbolelo več kot 1000 dojenčkov, pri čemer jih je nekaj 100 zaradi zastrupitve tudi umrlo. Očeta enega od obolelih otrok, ki je po razkritju zastrupitve močno kritiziral vladajočo totalitarno oblast, ker ni zagotovila učinkovitega nadzora korporativnih proizvajalcev mleka v prahu, je sodišče lansko leto obsodilo na 2,5-letni zapor. Drugi primer. Kitajski disident Harry Wu je v prejšnjem stoletju preživel 2 desetletji v Logaju. To so kitajska delovna taborišča. Kamor je bil v 50 letih poslan zaradi mirnega nasprotovanja totalitarnega prevzema oblasti. V Logaju so ga kitajske oblasti mučile ter za njim nečloveško ravnale, tako da je zaradi pomanjkanja hrane skoraj umrl. Po izpustitvi zapora so ga izgnale iz kitajskega ozemlja. Tretji primer, ki ga verjetno poznate, politika enega otroka. Kitajska vlada je v letu 1978 prepovedala, da bi imeli družine več kot enega otroka na družino. Na Kitajskem si starši zaradi tradicionalnih, kulturnih in preostalih družbenih razlogov bolj želijo rojstva dečka kot deklice. Zato prihaja do sistematičnih splavov zarodkov ženskega spola že pred njihovim rojstvom, ter kasneje po rojstvu. Do umora. V nekaterih kitajskih pokrajinah se tako rodi 135 dečkov na 100 rojenih deklic. Na Kitajskem tako naj bi bilo do leta 2020 že 30 milijonov več dečkov kot deklic. Vsi trije primeri, vsak zase, kažejo vsebinsko nepravično postopanje oblasti ter vsebinsko nepravične zakone. Smisel pravičnosti pa ni zgolj v tem, da pokaže oziroma opozori, kaj je pravično oziroma nepravično, ampak da tudi pokaže pot, ki bo presekala takšno izjemno družbeno situacijo. Prepoznava nepravičnega zakona oziroma nepravičnega postopanja državnih oblasti, pa je kot povsod odvisna od pogumnih ljudi s pokončno držo.